Dobrodošli na dnevu podjetnikov. Praznik občine Slovenske Konjice vsako leto za en dan združi vas, ki zagotavljate vsakdanji kruh. Letos bo druženje v sklopu konjiških dni še posebno pomembno, saj je pred nami ustanovitev Dravinskega poslovnega kluba. Pa predlagam, gospod župan Miran Dolinšek, da najprej predstavimo potencial Dravinske regije, kakšne pogoje in načrte za razvoj podjetništva in obrtništva imajo občine tukaj in kako je vse to vpletena država. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Poglejte, že nekajkrat smo v teh prostorih sedeli tudi o prisotnosti gospoda Branka Meha in se pogovarjali o potencialu, ki ga ima Dravinska dolina kot celota. Če se vzemo malo v tradicijo, vemo, da je tu bogata tradicija tako podjetništva kot pri samem razvoju industrije temelji na v Zrečah kovaška industrija, v Konjicah usnjarska in na vse to je v preteklosti bilo marsikaj vezano. Seveda z časom in posodobitvijo in pa prilagajanju razmeram na trgu je potem prišlo do več podjetij, manjših, ki so pa seveda še vedno vezane v osnovi na tisto jedro, ki smo ga nekoč imeli. In prav gotovo imamo danes med nami tudi marsikoga od podjetnikov, ki ima svoje ambicije, ki ve, v katero smer, pa vendar se tu srečuje z problemi, ki pa ravno v Sloveniji, se bom zdaj namenoma malo obrnil na tisto drugo sfero, kje nas pravzaprav najbolj žuli lokalne skupnosti, ko želimo pripraviti pogoje za razvoj podjetništva. Govorim o občinskih prostorskih načrtih, ki nas mučijo na tem koncu in mislim, da občina Zreče ima sprejetega letos. Mi se 11. leto ubadamo za prekladanjem dokumentacije sem in tja. Zdaj ugotavljam, ali ta vejica stoji na tem mestu ali na drugem mestu in to je pravzaprav glavni kamen ali pa glavna ovira pri tem, da bi pospešili to, kar ljudje imajo za misli, imajo znanje, imamo pridne, trmaste pohorce, pa nažalost par let traja in nikamor se ne moramo premakniti. Mislim, izjemno vesel, da smo ravno včeraj po nekaj letih mrtvila uspeli premakniti poslovno cono Slovenske Konjice, ki pa je že bila izvzeta iz kmetijskih zemljišč in smo jo predali namenu, se pravi komunalno opremljeno in tukaj se že gradnje izvajajo in to kaže pravzaprav na to, kako nujno je potreben prostor za razvoj podjetništva obrti v Dravinski dolini. In v tem od lanskega decembra, ko je možno pridobiti gradbeno dovoljenje, so zdaj kar 4 nova dovoljenja zrasla, že nekaj objektov v gradnji in jaz pričakujem, da bo v 2 letih ta zgodba polna. Če pa k temu dodam, da se pa 11. leto mučimo z 10 hektarji kmetijskih zemljišč, ki jih nikakor ne uspemo premakniti na samem izvozu z avtoceste, potem pa seveda je tu mera včasih tudi polna. Borovnik, potencial lokalne obrtno-podjetniške zbornice je velik, že po številu članov lahko tako rečemo, pa tudi razumnik. Kaj so tista vaša bistvena pričakovanja, kateri bi lahko občina in država pomagala pri vašem razvoju podjetništva? Ja, hvala lepa za vprašanje. Poglejte, obrtniki se zavedamo in podjetniki se zavedamo, da smo včasih potekli za lokalno skupnost. Ampak vsi obrtniki si želimo ene urejene industrijske cone, kjer bi lahko se širili in razvijali svoje dejavnosti, kajti obrtniki in podjetniki imamo vizijo, zaposlujemo, smo edini, ki še zaposlujemo. Tako da tukaj nekako ne vidim težav, tudi ne z lokalno, ker nam prisluhnejo. Kot vidimo, v Konjicih so kar 2 obrtne coni na vidiku. Pogrešam pa malo v Vitanju pa v Zrečih. Tukaj pa pogrešam prostor za obrtnike. Gospod Mih, vi ste mnogo let tudi sam obrtnik,
vrsto let ste v vodstvu Slovenske obrtno-podjetniške zbornice. Mogoče kakšen primer iz dobre prakse, kaj je potrebno na občinski, regionalni ravni spodbujati, da se obrt in podjetništvo lahko razvijata? Najprej lep pozdrav za mojem imenu, vsem skupaj. Vprašanje, katerega ste postavili prvi vrsti, je, mora obrtnik sam pri sebi razčistiti, kaj hoče in kaj v katero smer želi iti. In seveda, kje želi, da njegovo podjetje stoji. Tu je pa naletimo na druge stvari, to pa je lokalna skupnost ali občine. Izredno pomembno je, da se imajo občine, župana in seveda tudi vodstvo takšno, da ima razumevanje za gospodarstvo. Razumevanje, da ve, kaj gospodarstvo potrebuje, na vse zadnje gospodarstvo in podjetništvo polni državni proračun in neposredno tudi lokalni proračun. In če lokalna skupnost ali občina nima dobrega podjetništva, potem so ti proračuni velikokrat tudi prazni in tudi lokalna skupnost se ne more razvijati. Moram reči, da sem izredno zadovoljen, ko hodim po občinah, po raznih naših območnih obrtnih zbornicah, da je lokalna skupnost naklonjena obrtništvu in podjetništvu. Seveda pa naletimo tudi na župane, ker nimajo tega posluha. Tam pa tudi se pozna na razvoju same občine. Gospod Martinšek, vi ste začeli pred 10 leti z enim strojem, z vašim soustanoviteljem v domači garaži, tako rekoč. Danes imate sodobno podjetje s 30 zaposlenimi. Povejte, sta vam lokalna skupnost in država v razvoju stali ob strani, kako ja, kako ne in kaj od njiju pričakujete v prihodnje? Najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za posredovano vprašanje. Mislim, da je vaše postavljeno vprašanje pravzaprav zelo dobra iztočnica tudi za klub, ki ga danes ustanavljamo in da na to temo pravzaprav tudi širše kaj rečemo in postavimo določene sklepe in določene vprašanja. Ker pa je bilo vprašanje postavljeno in naslovljeno name, lahko rečem, da kar se tiče lokalne skupnosti, je naše podjetje oziroma jaz sam sem vedno naletel na odprta vrata, tako v županovi pisarni, tako na obrtni zbornici, ki je pravzaprav eno vodilo gospodarskega in obrtniškega razvoja v naši regiji. In mislim, da je za takšnim delom pravzaprav na obrtni zbornici treba samo še nadaljevati. Kaj smo pravzaprav iskali v lokalnem okolju, v tem trenutku ne bi izpostavljal. Je pa treba izpostaviti sledeče, da pa imam informacije kolegov, podjetnikov, prijateljev, ki pa mogoče z vsemi zadevami pa le niso tako zadovoljni. Mislim, da je prav, da bo podjetniški klub, ki ga ustanavljamo, namenjen ravno temu, da bomo prisluhnili drug drugemu, da bomo ta vprašanja znali izpostaviti in na njih tudi potem odgovoriti in poiskati odgovore. Gospod Kolar, zakaj se občina pojavlja kot takšna pobudnica? Kako vidi občina, da lahko klub pomaga razvoju podjetništva? Pozdravljeni v mojem osebnem podjetniškem imenu in pa tudi v mojem, političnem delu kot predstavnik odbora za gospodarstvo občine Slovenske Konjice. Mi, člani odbora za gospodarstvo, zdaj že praktično drugo leto iščemo neke vsebine, ki bi dali neko odskočno desko za sodelovanje z gospodarstvom v prihodnjih letih, vsaj do izteka našega mandata. Jaz osebno sem svoje izkušnje nabiral skozi že študentsko delo, skozi različno sodelovanje z šolskimi sistemi in pa kasneje tudi v gospodarstvu, kjer trenutno sodelujem na mednarodni ravni z kolegi v sklopu naše grupacije. Vidim, da so prakse v tujini in pa tudi že v Sloveniji precej dobre in te prakse bi lahko uvedli tudi v naše konjiško okolje. Ena od stvari je pravzaprav sigurno tudi mreženje podjetnikov na osebni ravni, ki se intenzivno dogaja skozi različne klube. In jaz osebno mislim, da tudi en takšen klub v Konjicah ne bi smel biti prav posebna težava, pričemu lahko nese dobre izkušnje za delo naprej. Vesel sem, da smo uspeli nekako se dogovoriti in pripraviti izhodišča za ustanovitev tega kluba
predvsem z lokalno skupnostjo, ker če lokalna skupnost ne bo podprla v osnovi takšnega druženja, potem tudi vse ostale aktivnosti iz tega področja ne bodo naletele na dober uspeh. Tako da jaz sem vesel kot podjetnik, da mi je uspelo, da skozi odbor, ki mu predsedujem, lahko izvajam ta program, ki sem si ga nekako zamislil v sebi in da skozi podporo župana in pa ekipe na občini uspemo takšen klub tudi ustanoviti. In ker je danes že bilo izpostavljeno, da podjetniki in obrtniki pogrešajo urejene obrtne cone v Vitanju in v Zrečah, morebiti, čeprav ni bilo predvideno, ker imamo tukaj predstavnikov obeh občin, zelo na kratko, kakšni so načrti v zvezi s tem? Seveda iskreno čestitke tudi ustanovitev podjetniškega kluba. Učinki, kakšni bodo, bomo verjetno videli malo kasneje. Vsekakor pa to podjetniški klub podpiramo. Občina Vitanje ima izredni posluh za razvoj podjetništva. Imamo cirka 60 do 70 obrtnikov. Unior, Kovinar, približno zaposluje 70 delavcev. Imamo 8% nezaposlenosti, seveda obrtniki in pa seveda naši krajani priložnost za samozaposlovanje in podjetništvo morajo pa iskati sami. Seveda rabimo, kot je že bilo omenjeno, svoj poslovni prostor, obrtno cono, prostorski občinski akt je bil sprejet in je poslovna cona tudi po Vitanju določena. Vendar imamo drug problem. Arso je glavni krivec, da to zadevo sploh ne moramo zalaufati, tako rečeno. Arso postavlja nemogoče pogoje, tako da obrtniki, lastniki, ko so lastniki teh zemljišč, ne morejo začeti z svojo dejavnostjo. Jaz mislim, da se bomo v kratkem sestali z Arsotom in najdli ustrezno rešitev. Občina to taka nudi podporno okolje za podjetništvo in pa za obrtništvo. Sami, kot sem že rekel, pa verjetno morajo najti tudi svojo priložnost. Hvala vam. Gospod Fijavž, kako pa je z novimi prostori za obrt in podjetništvo na Zreškem? Dovolite jaz par besed glede podjetništva in obrtništva v Zreški občini povedal. Zreška občina je podjetništvo in obrtništvo močno prisotno. Če bi povedal nekako v številkah, mi ustvarjamo cirka 100 milijonov evrov prihodkov v Zreški občini. Veliko glavnih prihodkov je krajevna skupnost Strelice. Kar se tiče prostorskih načrtov za obrtno cono, imamo mi v končni fazi pridobivanja pri bivših železniških postajah cirka 4 hektare. Polovico tega prostora je namenjena, je rezervirana za Unior, polovico pa za obrt. Smo kar nekaj povedali, tako da bo zakaj zaporočati na ministrstvo. Kaj pa nam lahko vi poveste, gospa Eva Štravs-Podlogar? Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, spoštovana župana Slovenskih Konjic in Vitanj. Po svoje sem vesela, da sem lahko tukaj z vami, seveda pa mi je žal, da ni z vami naš minister, ki bi seveda z prve roke lahko povedal še marsikaj bolj konkretnega, ampak če se že takoj v prvem stavku navežem tudi na zadnji stavek gospoda iz občine Zreče, dejstvo je, da je predvsem v medresorskem usklajevanju in vse, kar ste izpostavili res kot problem in je seveda upravičeno, je povezano z ostalimi ministrstvi. Tukaj ne gre za to, da bi bil moj stavek, da je to nemogoče, ampak da je za to res potrebno več časa, zato da se potem te medresorske stvari lahko uskladijo. No, ta hitrost pri odločitvah, da bo danes tudi ustanovljen Dravinjski poslovni klub, vsekakor vliva upravičen optimizem, da boste tudi pri svojem delu uspešni in da boste te kazalnike, ki morda v marsikaterem kazalnik ne kaže najbolj pozitivnih učinkov, obrnili navzgor. Eden od teh je, da je povprečna bruto plača v tem območju pod slovenskim povprečjem, ampak kot ste omenili, je seveda se tudi obrtniki in podjetniki srečujete z številnimi
problemi, ki bi pa morali biti za nas v državni upravi pa v bistvu izzivi za to, da se rešijo in da vam damo pogoje za boljše pogoje za razvoj in rast. Če ne, dajem takšen predlog, kot sem rekel, predsednik Emil Martinšek, podpredsednik Stanko Kolar, poslovna sekretarka Breda Obres Preskar, člana pa Milena Brdnik in pa direktor GK1 Driveline Peter Smole. Kdo je za takšen upravni odbor? Kasneje ga pa že meni rečejo na upravi. Proti? Proti nihče. Ugotavljam, da je Drevinski poslovni klub dobil tudi upravni odbor. Želim pa vam tako občini ob 870-letnici bi želel veliko uspehov tako na lokalnem področju in seveda predvsem, da dobro sodelovanje z obrtniki in podjetniki. Hvala.